Začetek evropskega popotovanja, prva postaja pa Malta. Prvi nasprotnik Birkir Kara, ki pa po vlaganjih lokalnih veljakov ni več amaterska druščina in opozorila, da najboljša ekipa z vročega sredozemskega otoka v prvem kvalifikacijskem dvoboju za uvrstitev v Ligo prvakov ne bo lahkih zalogaj, niso bila zaman. Ante Čačić se je na prvi evropski tekmi v vlogi trenerja NK Maribor odločil za enajsterico, ki je tako prepričljivo odpravila Olimpijo na superpokalu v Celju, vendar tokrat izvedba ni bila na isti ravni. A poslije ovakve utakmice treba malo da se srede dojmovi, ali na prvu ruku prva utakmica je iza nas u kojoj moramo biti jedno zadovoljni rezultatom. Nikako ne ono što je Maribor prezentirao kroz 90 minuta, jednostavno od prve minute smo imali smo tih dosta pojedinačnih tehničkih grešaka koji su se kasnije jednostavno zarazno epidemiološki djelovali na cijelu ekipu i ulazili smo u jednu seriju grešaka. To nam je remetilo ritam, domaćin nas je čekao, Vrebo je skontra, ima par izglednih prilika, na kraju su mogli dati i gol, imali su više prigoda. Šta reći, kažem, još jednom najvažnije da smo ipak ostali čitavi, ali ova činjenica smo imali previše tih tehničkih grešaka je stvar za analizu. Na trdem, suhem igrišču je bilo težko vzpostaviti kombinatorno igro, tega so se v mariborskem taboru zavedali že ob prvem prihodu na stadion pred uradnim treningom. Želje, da bi organizatorji bolj namočili igralno površino, so ostale neuslišane, kljub temu pa se slovenski prvaki niso odrekli želji po kombinatorni igri z žogo več časa v posesti. Toda na Malti se je živo srebro čez dan povzpelo do 32 stopinj, pogoji za igro so bili neizprosni in domači vratar se ni velikokrat znašel na preizkušnji. Manjkala je konkretnost, hitrejša izpeljava akcij. V enem izmed redkih poskusov po podaji Cvijanovića do udarca z leve strani slavljenec Mezga, ki je prav na dan tekme dopolnil 28 let, toda končalo se je z uspešnim posredovanjem Haberja. Dobro, lahko rečem, da smo videli eno dobro Birkir Karo, organizirano ekipo, imajo dobre igralce spredaj, hitre in lahko ti škodijo, sigurno nisu slabi. Lahko rečem za nas da nismo bili pravi in ta žoga nam nisi tekla na način v kateri smo se zmenili s trenerjem, da imamo dobro pas igro in potem nismo prišli gor in nismo bili pravi in nevarni za gol Birkir Karo. Gostitelji so svojo priložnost iskali v povečanju agresivnosti v vsakem dvoboju in v protinapadih. Tako so tudi poskrbeli za obetavno situacijo sredi prvega polčasa, ko je Ščodija ušel, prodor v kazenski prostor, ni pa bil uspešen pri zaključku, saj se je odločil za nenatančno podajo. Do odmora je ostal zabeležen še po akciji na desni strani poskus Herrere z roba kazenskega prostora, žoga pa je oplazila prečko. O pomoči Godbena Pihala so domači navijači pošiljali moštvo Birkir Kare odločneje naprej in Frank Temil, napadalec, ki je prišel k rumeno-rdečim iz kijevskega Dinama, je poskrbel za prvo grožnjo v drugem polčasu. Ušel je ob stranski črti vse do položaja za udarec, ob soočenju pa zmagovalec dvoboja Jasmin Handanović. Z druge strani se je v soparnem večeru vztrajno slišala pesem 80 najzvestejših privržencev Maribora, ki so dopotovali na Malto. Ekipa se je želela za dolgo pot odolžiti zmago, toda pri poskusu Mezge, ki je ciljal nasprotni zgornji kot, ni bilo dovolj natančnosti. Ko se potegne črta, pa je nič dobro izhodišče, saj so največjo priložnost na tekmi zapravili Maltežani. Dolgo bodo pomnili 89. minuto. Triganza je kmalu po vstopu v igro ob Rajčeviću prišel do dvoboja 1-1 s Handanovićem, zadel pa je vratnico. Ostalo je pri razpletu brez golov in odločitev bo tako padla na povratnem dvoboju. V sredo, 24. julija, se vidimo v Ljudskem vrtu. Doma nas čaka še ena težka tekma, ampak jaz verjamem, da s pomočjo navijačev in pa sigurno z našo boljšo igro, da moramo iti in bomo šli dalje.